Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Zdaj pa je počasi čas, da prisluhnemo tudi nocojšnjim govorkam in govorcem. Najprej ima besedo predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Lidija Jerkič. Spoštovani obiskovalci Rožnika, drage delavke, dragi delavci, vsem prav lep pozdrav na tradicionalnem praznovanju 1. maja, ki ga organiziramo sindikati že dolga leta. 1. maj kot praznik in kot praznovanje ima eno najdaljših tradicij v Sloveniji. Na Rožniku ga praznujemo že od leta 1890, praktično brez prekinitev. To je tudi letnica, ki obeležuje tisti prvi trenutek ali pa prvo zavedanje o tem, kako pomembno se je boriti za delavske pravice. Naj spomnim, da je ravno smrt delavcev v Chicagu takrat zaradi boja za 8-urni delovnik razlog, da danes praznujemo 1. maj. 2. maj pa je posebnost Slovenije, ki smo jo uspeli ohraniti in naj tako tudi ostane. V več kot 150 letih zgodovine boja za delavske pravice se je seveda marsikaj spremenilo. 150 let nazaj je bil delovnik še 14-urni. Delali so otroci. Zakonodaje na tem področju seveda ni bilo zavarovanj, ni bilo rednega plačila, ni bilo dopustov, tudi mimogrede volilne pravice za vse ni bilo. Pa vendar, čeprav se je v teh 150 letih marsikaj spremenilo, ne smemo biti ne optimisti in ne idealisti. Nikoli, ampak res nikoli delo in kapital ne bosta enakopravna. Vedno bo kapital nad delom in delavci in delavke vedno tisti, ki se bodo morali za vsako pravico, za vsakdanji kruh zelo boriti. Poznate, kadar nam gre dobro, takrat nismo na istem čovnu. Kadar se polnijo žepi, se polnijo samo nekaterim. Kadar je treba plačati ceno kriz, napačnih odločitev, raznih izgub na kapitalskih trgih, takrat plačujemo vsi. In zato, da se te stvari ne ponavljajo, zato, da izboljšujemo položaj delavcev in delavk in delavcev, zato je treba stopiti skupaj. Le skupaj lahko spremenimo stvari na boljše in edina stvar, ki se jo kapital boji, je glas ljudi. Ne glas enega človeka, glas veliko ljudi. Tisto, kar se nažalost dogaja tudi v Sloveniji in seveda v svetu, je, da nezavedno drsimo nazaj 150 let. Ponovno se srečujemo s problemom delovnega časa. Ponovno imamo veliko število in vedno večje število ljudi, za katere zakonodaja ne velja več. Imamo nove oblike dela, imamo platformno delo, imamo prekarne oblike dela. Drsimo tja, kjer so 150 let nazaj naši predniki začeli. Pravice vezane na delovni čas, pravice vezane na plačilo, pravice vezane na zavarovanja, pravice vezano na varno in zdravo delo, pravice, ki jih je treba seveda ne samo ohraniti, ampak zagotoviti vsem. In za zaključek, če je bila kri v Chicagu rdeča, če je nagelj za 1. maj rdeč, če so kresovi rdeči in žareči, potem ni nobenega razloga, da 1. maj ni rdeč in da 1. maj ni žareč. Živel 1. in 2. maj. Najlepša hvala. Z nami pa je tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Jakob Počivavšek.
Drage obiskovalke in obiskovalci Rožnika, delavke in delavci, dober večer. Danes smo že slišali, da živimo v času sprememb. Časi so drugačni, kot so bili pred 150 leti, ko so se delavci prvič organizirali, družba je drugačna, ampak bistvo delavskega boja in bistvo sindikalnega dela je ostalo nespremenjeno. Temelji na pravičnosti in na solidarnosti. Moč sindikatov je v številu članstva. Tisti, ki ni član sindikata, pa vseeno koristi vse, kar smo sindikati pridobili za delavce, ni solidaren in to moč slabi. Sindikati smo nastali iz sprememb. Že vse od industrijske revolucije smo glas tistih delavcev, ki so zahtevali spremembe. Smo tisti, ki si prizadevamo, da so te spremembe takšne, da se položaj delavcev izboljšuje. Smo tisti, ki utiramo nikoli končano pot. Spremembe napoveduje tudi vlada z reformami. Sindikati smo tisti, ki natančno gledamo vladi pod prste, da bodo te reforme in spremembe takšne, da bodo dejansko pravične in solidarne. Plačna sistema v zasebnem in v javnem sektorju nista poštena. Veliko je delavcev, ki imajo osnovno plačo nižjo ali malo višjo od minimalne plače. To razvrednoti delo, njegovo zahtevnost, znanje in izobrazbo. Tak sistem, ki to omogoča, moramo spremeniti. Za naprej pa moramo poskrbeti tudi za redno usklajevanje plač, kar je zlasti pomembno v času inflacije. Realne plače morajo rasti. Vedno manj pravičen in solidaren je tudi zdravstveni sistem. Njegova dostopnost je vedno bolj odvisna od globine žepa. Prav je, da se ukine dopolnilno zavarovanje, ampak hkrati je potrebno nadomestiti trenuten regresiven do tistih z najnižjimi plačami skrajno krivičen način financiranja in ga nadomestiti s solidarnim. Takšnim, da bo vsak prispeval skladno s svojimi možnostmi. In potrebujemo rešitve, ki bodo skrajševale čakalne vrste, ki bodo omogočale dostop do družinskega zdravnika, ne pa da se podržavlja zdravstvena zavarovalnica. Tudi pokojninska reforma, reforma dolgotrajne oskrbe, davčna reforma morajo temeljiti na pravičnosti in solidarnosti. O teh reformah zaenkrat ne vemo nič. Vemo pa dvoje. Da se bodo potrebe prebivalstva zaradi starajoče družbe povečevale in da potrebujemo nove vire za financiranje teh potreb. Brez tega ne bo dostojnih pokojnin in brez tega ne bo skrbi za starejše in bolne. Pred 130 leti so delavci zahtevali 8 ur za delo, 8 ur za prosti čas in 8 ur počitka. Danes je meja med prostim časom in delovnim časom povsem zabrisana. Zato nujno potrebujemo skrajševanje delovnega časa. Zato, da bomo lahko ohranili visoko zaposlenost, ko se bodo izgubljala delovna mesta zaradi tehnoloških sprememb. Za boljše zdravje na delovnem mestu, za boljšo zadovoljnost z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja. Ne nazadnje zato, da prihranimo okolju. Takšna sprememba bi bila pravična in solidarna. Ob tradicionalnem dnevu, kot je praznik dela, zahtevamo tudi spoštovanje tradicije, da se nobena sprememba ne sprejema brez soglasja tistih, na katere se nanaša. Aroganca pri sprejemanju zakonodaje je v preteklosti že bila kaznovana z referendumi in z razveljavitvami zakonov na ustavnem sodišču. Zato nič o delavskih pravicah brez sindikatov. Lahko se zanesete, da bomo interese delavk in delavcev kot vedno doslej odločno zagovarjali. Živela 1. in 2. maj, živel praznik dela! Najlepša hvala. Zdaj pa vabim mikrofonu še Martino Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije. Živjo Rožnik, drage delavke in delavci, dragi vsi, ki živimo od dela ali pa ki ste že v zasluženem pokoju. Danes imam za vas 3 sporočila. Prvo govori o tem, kar je že pridobljeno.
Rekli so 100 let nazaj, da manj kot 12 ur dela na dan ni možno. Ni možno, ker je treba ustvariti, ker se ne da preživeti. Dokazali smo, da se da. Rekli so, kakšen prosti dan, ni mogoče, 7 dni na teden je treba delati. Rekli so, otroško delo je nujno potrebno, ker ne preživimo kot skupnost. Da se, zmoremo, to je pokazala zgodovina, ampak nismo še tam. Nismo še tam, ker tudi danes se najdejo drugačne oblike dela. Tudi danes se najdejo izkoriščane delavke in delavci. Tudi danes o prekarcih govorimo kot o ponudnikih storitev, čeprav so izkoriščani, čeprav ne delajo 8 ur na dan, čeprav niso spoštovane njihove pravice. Zato se borimo. Drugič, ker prihajam iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja, bi rada nagovorila vse tiste, ki ste zaposleni v javnem sektorju. Javne uslužbenke in uslužbenci so v resnici srce skupnosti, zato ker izvajate javne storitve. Brez javnih storitev bi narasla revščina, brez javnih storitev ne bi imeli zdravstvene oskrbe, ne bi imeli vrtcev, osnovnih šol, sociale, domov za starejše. Vse to so javne storitve in vse to je javni sektor. Zato tretjič, vsi tisti, ki umetno ustvarjajo delitve in govorijo, najprej je treba ustvariti v gospodarstvu, javni sektor pa samo pije in zapravlja. Eno brez drugega ne gre. Skupaj je treba delovati in samo skupaj lahko ustvarjamo družbo tako, ki si jo želimo in ki lahko prinese čim višjo kakovost življenja ljudi. Zato naj povem za zaključek, ena lastovka res ne prinese pomladi, ampak mnogo ljudi skupaj, združenih v sindikate, mnogo sindikatov skupaj, ki se borimo za isto zadevo, pa prinese spremembe. In to rabimo in to si moramo danes sporočiti, zato živel 1., živel 2. maj, živel praznik dela.